Dober dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema. V dneh, ko se Slovenke in Slovenci sprašujejo, zakaj preplačujemo nekatere železniške postaje, smo prevrtali tudi drugo cev skozi karavanški predor. Kaj bo to prineslo ljudem? Kdaj se bomo po slovenskih cestah znova vozili hitreje? Kdaj bodo gneče manjše, kot smo jih navajeni v zadnjih letih? In kdaj bo udobneje potovati z javnim potniškim prometom? O tem in še več se bomo pogovarjali z nocojšnjima gostoma. Tukaj z nami v studiu nekdanji minister za infrastrukturo, poslanec Nove Slovenije, Jernej Vrtovec. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. In zaradi bolniške odsotnosti na video povezavi pa vendarle iz Maribora z nami tudi direktor Zbornice za gradbeništvo in gradbene materiale pri Gospodarski zbornici Slovenije, Gregor Ficko. Lepo pozdravljeni tudi vi. Dober dan želim, lep pozdrav vsem. Začnimo pri morda za Slovenke in Slovence najbolj zanimivo temo, in to je, da je prevrtana druga cev skozi karavanški predor. Vemo, leta 1990 že se je ta prva cev vrtala. Zakaj smo rabili 34 let, da smo prišli do te druge cevi? Vemo, najprej verjetno ni bilo interesa, kasneje z obeh strani, da zaradi povečanja prometa pridemo do te druge cevi, pa vendarle Avstrijci so nas, gospod Vrtovec, 2 leti in pol čakali, da smo tudi mi prišli do polovice, da tako rečemo. Kakšen ugled imamo zdaj Slovenci na severni strani Karavank? Ja, gledajte, saj se ve, v Sloveniji imamo probleme ne tukaj z gradbeno stroko, ki imamo vrhunsko, niti ne z gradbeno operativo, ki imamo tudi po mojem mnenju vrhunsko, ampak različni birokratski postopki, v tem primeru Karavank, pa zlasti postopki javnega naročanja, so botrovali k temu, da pač smo zavlekli to gradnjo za 2 leti in pol skoraj. Se pravi, 2019 je bil izbor izvajalca, postopki so trajali torej za sam izbor 2 leti in pol, dogajale so se pritožbe, potem odločitve Državne revizijske komisije, tožbe med enim izvajalcem, ponudnikom, drugim, tretjim, in ta konglomerat je pač botroval k temu, da za razliko od Avstrijcev v bistvu kasnimo 2 leti in pol, da so oni to prevrtali 2 leti nazaj. Torej, želim poudariti eno pomembno stvar, in sicer, da če želimo pospešiti naše gradbene postopke, se pravi same gradnje, je potrebno dvoje. Prvič, odprava birokratskih in administrativnih ovir, drugič, poenostavitev postopkov javnega naročanja. Pri nas se zdi, da vsak ima 5 minut časa, gre v določeno težavo, mogoče tudi zaradi določenih finančnih interesov, ki jih sekundarno, se pravi, zasleduje, bodi se to civilna iniciativa, civilna družba, kdorkoli, in potem skozi pritožbe želi določene stvari izsiliti, s tem se pa postopki same gradnje zamaknejo. Predor Karavanke je nujno pač, da ga potrebujemo, jaz verjamem, da bo v skladu s časovnico tudi odprt. Bi poudaril eno stvar, tukaj se jaz s predsednikom vlade ne strinjam, ko hvali izbor ali pa gradnjo enega drugega podjetja. Ja, lepo, absolutno, tudi tuja gradbena operativa je absolutno dobra, na enaki ravni kot naša, ampak mi tukaj v Sloveniji moramo zagovarjati slovensko gradbeno operativo, kajti multiplikativni učinki na slovensko gospodarstvo so absolutno večji, če v Sloveniji gradijo slovenska podjetja, ne pa tuja. Primer, pojdite vi na pogled, kdo gradi od slovenskih podjetij, pa tujih podjetij v Avstriji, v Italiji, Franciji in tako naprej. Ja, gospod Vrtovec, omenjali ste birokratske ovire, proces javnega naročanja, ki je pri nas zelo kompliciran, da se lahko vsakdo pritoži. Saj o tem je bilo veliko povedanega, veliko napisanega. 2 leti in pol ste bili v vladi, se to ni dalo spremeniti tisti čas. Jaz sem odgovarjal za svoj resor, ne za postopke javnega naročanja, mislim, da to spada pod resor javno upravo. Ampak v sami vladi bil interes za to? Je bil. Jaz moram reči, da mnogokrat smo zlasti z ministrom Vizjakom gledala, kje bi lahko poenostavili zakonodajo pri umeščanjih v prostor, pri poenostavitvi postopkov, tras in tako dalje. Tukaj na tem področju javnega naročanja pa vemo, da imamo določeno pravno prakso že iz preteklosti, ki varuje pravni interes bolj ne izvajalcev, ampak morebitnih ponudnikov kot pa države. Jaz mislim, da predor Karavanke so strateški državni interes in da tukaj bi mogla biti zakonodaja v to tudi usmerjena. Jaz verjamem, da bo vlada, v kateri bom jaz naslednjič sodeloval,
te postopke poenostavlja. Gospod Ficko, kako vi gledate na to, kar je bilo zdaj povedano? Pa tudi drugo vprašanje, je zdaj ta druga cev, ki naj bi bila operativna obe skupaj, kajti vemo, da se bo zdaj prenavljala še tista stara, ne? Leta 2027, če gre verjeti infrastrukturni ministrici Alenki Bratušek. Torej je izgraditev tega karavanškega predora do konca prvi korak bolj pretočnim slovenskim avtocestam, saj za začetek lahko rečemo, da se bomo pa verjetno izognili tistim 14-kilometrskim klasičnim zastojem pred karavankami, ne, vsako poletje. No, najprej treba povedati, da je seveda izgradnja druge cevi karavanškega predora nujna, torej prepotrebna, to pravzaprav se vsi strinjamo. Res je, da je prišlo do tega bolj v preteklosti, malo poznam to zgodbo, bolj na pritisk Avstrijcev, ki so se po tistih klasičnih predorskih nesrečah, ki so se dogajale pred poldrugim desetletjem ali pa še nekaj let nazaj, odločili, da bodo vse svoje avtocestne predore, ki nekateri takrat tudi niso bili dvocevni, izgradili v dvocevne. Tako je potem prišlo tudi do meddržavnega dogovora. Slovenija se najprej ni ravno navdušeno odzivala na te pobude, potem pa je bila prisiljena pristopiti k temu projektu. In hvala Bogu, da je sedaj v realizaciji in hvala Bogu, da seveda načrtujemo potem tudi obnovo, zdaj več kot 35 let stare prve cevi, ker bomo s tem dobili tudi en sodobni prometni objekt, zgrajen po najsodobnejših standardih, prometno-varnostnih. Vemo, da gre za več kot 8-kilometrski predor, ki seveda zahteva tudi svoje specifike in svoje opreme glede varnosti. Zdaj, to, kar je gospod Vrtovec povedal glede slovenske gradbene operative, jaz se s tem absolutno strinjam, nimam tukaj kaj dodati. Lahko povem samo to, da je slovenska politika poldrugo desetletje naredila nazaj katastrofalno napako, jaz še zdaj ne morem razumeti, kakih vzgibi te lahko vodijo, da je dejansko dopustila propad, bom rekel, pravzaprav res velikega dela slovenskih gradbenih podjetij, ki so v bistvu od osamosvojitve, pa še prej v prejšnji državi sodelovali pri izgradnji naše države. Zdaj, jaz vedno rečem, ne, če je komu šel na živce Ivan Zidar, ali pa če še komu na živce Dušan Černigoj, ali pa karkoli, potem se seveda take stvari rešujejo drugače, ne. Ker tukaj so se le dogajale zgodbe, ki državi niso v čast, ne. Mi smo bili recimo leta 2008 v intenzivni izgradnji avtocestnega programa. Takrat smo opozarjali, da so dejansko nekatere zadeve preforsirane, da se dejansko gradi za tisti čas in za tiste absorpcijske zmožnosti, ki jih je slovenska ekonomija, pa tudi slovensko gradbeništvo imelo prevelike. Slovenska gradbena podjetja so se seveda opremila z opremo, z kamioni, z vsem, kar je bilo pač potrebno, vendar so zaradi tega, ker se pa potem naenkrat z prihodom gospodarske krize, kljub temu, da je takratna Pahorjeva vlada obljubljala, da bo dejansko nadaljevala z investicijami v železniško infrastrukturo, pravzaprav ves proces investicij na državni infrastrukturi zaustavil. In to je seveda pomenilo neobhoden zlom podjetij, ki so si seveda predtem naložila preveliko finančno breme. Samo to bi še rekel. Zdaj, jaz večkrat povem, ne, mi v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, nobena država na svetu ne gradi za to, da podpira gradbeništvo, da podpira gradbeno operativo. Mi stvari gradimo zato, ker jih družba potrebuje. Ne, mi potrebujemo ceste, potrebujemo železnice, potrebujemo sodobno infrastrukturo, energetsko, socialno, ne vem, kakšno še vse. In zato mi potrebujemo gradbeno operativo. In če mi dejansko, kar se tudi zelo rado dogaja, stvari predstavljamo na način, da država gradi za to, da ujčka slovenske gradbenike, potem je to popolnoma zgrešena filozofija. In velik del te filozofije se še danes vlači skozi sobane slovenske politike, ki pač vodi državo v teh zadnjih letih. In jaz mislim, da je to hudo napačno razmišljanje. Mi gradimo zato, ker stvari potrebujemo. In roko na srce, vse, kar gradimo danes, bi pravzaprav moralo biti zgrajeno že pred 10 leti. Ja, gospod Vrtovec, saj dobra iztočnica, zdaj gradimo zato, da bodo ljudje od tega nekaj imeli, ne, da bo naše življenje ugodnejše, da bo blaginja večja, manj gneče, ne, hitrejša pot domov pa v službo. Zdaj, ne vem, če
pogledava čez mejo k južnim sosedom, ne vem, pravijo Nemci so jim zgradili avtoceste, ne? Na koncu je bila povezava Zagreb-Split vzpostavljena naprej kot Koper, Maribor. Zato me zanima, ne, to vprašanje. Je res tako pomembno, da je gradbinec domač? Ja, najprej dovolite eno stvar. Absolutno se strinjam s tem, da mi gradimo zato, ker potrebujemo infrastrukturo. Potrebujemo Emoniko, absolutno, ker imamo muzej na prostem danes, železniško postajo Ljubljana. Potrebujemo tretjo razvojno os, ampak da no pomote, jaz sem imel silne težave, saj Gregor to ve, silne težave z računskim sodiščem, da smo finančno upravičili recimo ta projekt začetka gradnje tretje razvojne osi. Celo prijave sem imel, Potem potrebujemo železniško infrastrukturo, nove tire in tako dalje. Absolutno to potrebujemo kot država in se strinjam, ne zaradi tega, da učkamo gradbeno stroko. Ampak na Hrvaškem so imeli popolnoma drugačen model gradnje. Ne povem, da to avtocesto Zagreb-Split so gradila tudi slovenska podjetja. Vse Primorje je gradilo dol en velik del. Tam je bil investitor, drugače je bil investicijski plan narejen in z Američani in s Francozi in tako dalje. Je pa nekaj res, Hrvaška še danes nima takšne gradbene operative, kot jo imamo mi, kljub temu, da se je zgodil pred dobrimi 10 leti, kar je gospod Ficko prej govoril, zlom takratne gradbene operative. Imamo mi danes še vedno boljšo gradbeno operativo, to si upam trditi. Pomembno je, zaradi multiplikativnih učinkov na slovensko gospodarstvo, to, da tam, kjer lahko gradijo gradbeno državno infrastrukturo, torej slovenska podjetja, kajti več denarja od davkov do podizvajalcev in tako naprej ostane v državi. Če bi drugi tir gradili Kitajci, naprimer to, kar zelo rada podarja Alenka Bratušek, če bi prišla Kitajci graditi drugi tir, bi ga zgradili mnogo hitreje, pa mnogo ceneje, ne bi ga ceneje zgradili. Ne moramo se mi primerjati s Kitajci. Tukaj imamo evropsko gradbeno silo, se pravi evropske delavce, ki jih je treba plačati. Na Kitajskem vprašanje, kakšno varovanje človekovih pravic in tako naprej, teh istih delavcev. Drugič, koliko materijala, cementa bi kupili v Salonitu Anhovo? Nič. Tukaj se pa dogaja to, da na drugem tiru sodelujejo tudi slovenski podizvajalci. Kot se ocenjuje stroka, 1/3 zagotovo denarja več ostane tukaj v Sloveniji, če gradi to slovenska gradbena operativa. In tukaj se šteje, tudi če bi bila ponudba za določen gradbeni objekt strani tuje gradbene firme, se pravi cenejša, je upoštevaje vseh multiplikativnih učinkov, vprašanje, koliko ceneje bi dejansko to bilo. Pa še nekaj. A veste, kitajska podjetja, pa tudi turška, pridejo sem, pa sem pripeljajo gradbeno operativo, absolutno. Ampak da se pa prijavi neko francosko podjetje, nemško in tako naprej, ni nujno, da pripeljajo sem gradbeno operativo, lahko pripeljajo, v bistvu, lahko je to samo holding, pa potem gradijo tukaj slovenska gradbena podjetja, kajti in spet nismo v bistvu praktično nič naredili. Jaz mislim, da je pomembno, da zasledujemo dva cilja. Prvi cilj je, da razvijamo državno infrastrukturo, da enakomerno vlagamo finančna sredstva v državno infrastrukturo, da nimamo sloga delfina pri tem, kakšne vložke dajemo, ampak da imamo v državne ceste, železnice enakomerno porazdeljena finančna sredstva za vsa leta naprej in drugič, da kar je v največji možni meri, da to gradijo Slovenci. Ostanimo še malce pri cestah, preden gremo potem na železnice. Gospod Ficko, na Gospodarski zbornici Slovenije ste imeli v zadnjem letu več okroglih miz, kjer ste opozarjali na te zastoje, zlasti na ljubljanskem obroču, in tudi na vseh vpadnicah proti Ljubljani. Štajerska avtocesta zlasti je za vas problematična. Pozivate k nujnosti urgentni gradnji, lahko rečemo, tretjega pasu. Vemo tudi, da je v času prejšnje vlade, ko je bil minister za infrastrukturo gospod Vrtovec, so bila o tem razmišljanja. Zdaj premika se zaenkrat še nič. Me pa zanima, vi ste napovedali do leta 2030 res enormno poslabšanje na tem področju, da bomo samo še stali na cestah. Nekje smo zdaj ta hip, vse karkoli premika po vseh teh vaših pozivih in sestankovanjih z vlado? Navezal bi se na to, kar je gospod Vrtovec povedal. Glejte, zdaj problem promet cest pri nas je večplasten. Mi moramo vedeti, da
sodobno cestno omrežje, če malo parafraziram, da si bodo poslušalci lažje predstavljali nekako tako, kot ožilje v človekovem telesu. Če nam ožilje ne funkcionira, potem nam tudi organi in vse ostalo ne funkcionirajo najbolje in se to slej ko prej odrazi na naših zdravstvenih težavah oziroma stanju in isto je z cestami in z prometnicami. Če promet ne funkcionira, slej ko prej začne družba imeti težave, prihaja do odlivov na območjih, kjer so ceste slabe, kjer ni povezav in seveda ta problem je ne samo tehnični ali pa prometni, tudi sociološki. Zdaj, zastoj na avtocestah, jaz se res včasih sprašujem, ali v Sloveniji premoremo nekaj zdrave kmečke pameti ali ne. Glejte, leta 2010 na Slovenskem cestnem kongresu v Portorožu smo strokovnjaki, ki smo se takrat ukvarjali, jaz sem bil takrat direktor direkcije za ceste in sem bil v tem gremiju ljudi, ki smo pisali resolucijo za vlado, jasno opozorili, kaj se bo zgodilo, če ne bomo začeli pospešeno vlagati v posodobitev, ne samo avtomobilskega mreža, ampak tudi železniškega. Da se nam bodo dejansko stvari začele kopičiti. Mi moramo vedeti, da skozi Slovenijo potekata 2 evropska koridorja, da se ne ukvarjamo samo z domačim tranzitnim prometom, ampak se ukvarjamo seveda in država tudi prevzema mednarodni promet, ki prehaja predvsem iz smeri vzhoda proti zahodu in pa tudi severa proti jugu. Vse to nam je z intenzivno 4 do 5% letno prometno rastjo v tem času pripeljalo do tega, da imamo danes povprečni letni dnevni promet na slovenskem avtocestnem omrežju na najbolj kritičnih točkah, to so vpadnice v Ljubljano in pa ljubljanski avtocestni obroč, že okrog 100.000 vozil. Zdaj mi vsi vemo, da klasična 4-pasovna avtocesta, ko začne PLDP prihaja do 55.000 vozil, so neobhodno že morajo biti pripravljeni ukrepi za izvedbo, za širitev v 3. ali pa celo v 4. pas. Dobro, zdaj pri nas smo seveda, ker je najlažje glavo tiščati v pesek, smo zdaj glavo tiščali v pesek in zdaj smo se znašli pred problemom, ker zdaj Slovenija dobesedno stoji. In seveda ti zastoji se bodo še nadaljevali, to je neobhodno. Mi imamo problem tudi za to domačo migrantsko politiko, zaradi tega, ker je v bistvu velik fokus, ker nimamo regionalizacije vseh aktivnosti poslovnih, družbenih in tako naprej sfokusiranih v prestolnici. In ta promet se niti približno ne bo zmanjševal, ampak bo samo še naraščal. Ampak zdaj pa hočem povedati nekaj drugega. Poglejte, zdaj pa spet pridemo v gradbeništvo. Jaz večkrat, ko grem na službeno pot, ker ne potujem rad z letali, grem z avtomobilom. Tudi zato, da vidim, kaj se dogaja, kaj delajo druge države, recimo tudi nam primerljive. Glejte, mi poslušamo pri nas parole, ne vem sicer, kdo si jih izmislil, kateri družboslovni genij, ampak spravimo kamione na vlake. Mi kamionov na vlake ne moremo spraviti. Prvič, ker nimamo infrastrukture in drugič, mi imamo danes okrog 10.000 kamionov na slovenskih avtocestah, če to pomnožimo poprečno s 15 metri enega kamiona, dobimo 150-kilometrski konvoj. Kdo lahko spravi 150 km kamionov na vlake, lepo vas prosim. Tega ne dela nobena država na svetu. Ampak, poglejte, v vseh teh 10-15 letih, kar jaz hodim po svetu, po Evropi, poglejte, mi smo imeli velike težave pri Benetkah, imeli smo velike težave pri Gradcu, imeli smo velike težave pri Dunaju. Vse te države so v teh 10-15 letih, se pravi nekje od našega opozorila, vse te probleme razrešile. Mimo Benetk danes pelje 8 pasovnic, 4 dol, 4 gor. Mimo Celovca pelje 6 pasovnica, mimo Gradca pelje 6 in v določenih fasah celo 8 pasovnica, da o Dunaju ne govorim. Zdaj nekdo bo rekel, Dunaj in Ljubljana nista primerljiva, res nista, ampak je pa Ljubljana primerljiva z Gradcem pa z Celovcem, pa tudi z Benetkami. In zdaj mi mislimo, da bomo dejansko z nekimi mehkimi ukrepi, naj se ljudje vozijo z javnim potniškim prometom, ki tako ali tako vemo, kakšen je, naj se ljudje vozijo za kolesi, naj ljudje delajo ne vem kaj vse, da bomo ta problem rešili z nekimi soft ukrepi. Glejte, jaz se pripeljem vsak dan v službo iz Maribora v Ljubljano, jaz bi se z največjim veseljem vozil z vlakom. In se tudi ne bom, dokler bo vlak med Mariborom in Ljubljano vozil 2 uri 20 minut. V optimalnih pogojih. S tem, da ne govorim o kalvarije, kako priti na ICS, ki je recimo najhitrejši vlak, da dobim karto ali ne dobim in sem in tja in gor in dol.
Jaz se po Ljubljani vozim s kolesom. Jaz na en službeni sestanek v Ljubljani ne grem z avtom ali pa z prevoznim sredstvom, ampak ne morem se pa iz Maribora v Ljubljano pripeljati z kolesom. Če razumete, kaj hočem govoriti. Pri nas pa, kaj hočem povedati, pri nas pa posplošujemo vse, dajmo zdaj mehke ukrepe, dajmo vozila na stran, pa še nekaj vam bom povedal. Mi bomo ceste potrebovali tudi takrat, ko se bo to zgodilo, čeprav jaz ne verjamem, da se bo, ali pa če se bo v naslednjem stoletju, ko bo res vas avtopark elektrificiran. Vse ta vozila ne bodo lebdela po zraku kot znanstveno-fantastični filmi. Tudi električni avtomobili bodo vozili po cestah. Dobro, gospod Ficko, kar nekaj iztočnic ste dal gospodu Vrtovcu, pa vendarle zdaj, ko iščemo ravnotežje med gradnjo novih cest pa izboljšanjem javnega potniškega prometa, je tukaj potrebno po vaše loviti ravnotežje, oziroma kaj je prioriteta? Je to izboljšanje javnega potniškega prometa, gradnja novih tirov, dodatnih tirov, ki bodo rešili vse te težave, ki jih imamo kljub novim vlakom, ki so bili kupljeni v času vaše vlade še vedno, zato ker imamo recimo na gorenjski progi en tir, pa se vlaki še vedno med seboj čakajo, torej da gradimo nove postaje, ali da gremo dejansko v razširjanje cest. Vidimo, slišali smo, že včasih samo potek umeščanja v prostor traja mnogo let in če bi danes resno načrtovali dodatne pasove, jih lahko dobimo šele čez 10-15 let. Glejte, oboje treba, z roko v roki krepiti javni potniški promet, pa hkrati tudi graditi nove pasove na avtocestah. Jaz sem povem tako, mi smo oboje zastartali. Začeli smo umeščati v prostor zlasti nove železniške proge okrog Ljubljane, se pravi proti Kamniku, nov tir, proti Kranju se umešča že 12 let nov tir, proti Ivančni Gorici prav tako, zaradi tega, da bi probali zmanjšati pritisk tistih, ki se v Ljubljano vozijo, naprimer iz Domžal. Jaz sem Domžal, peljem vsak dan z avtom v Ljubljano. Drži, lahko bi šel na vlak, ampak veste, koliko je to ta trenutek nezanesljivo prevozno sredstvo. Čeprav rabim z vlakom samo 26 minut do Ljubljane. Nezanesljivo sredstvo je in dokler ne bo novega tira, ne bo nič pomagalo. Torej, te stvari bi morali pohitriti. Naj povem, da se zdaj to umešča v prostor že 4 leta, rekli so, da se bo umeščalo to 5 let. Spet je torej odgovor izboljšanje oziroma prava birokracije. Tako je, pa ne verjamem, da se bo to pohitrilo. Se pravi, pritisk okoliških mest, okrog Ljubljane, okrog prestolnice, se lahko delno zmanjša z javnim potniškim prometom. Ni pa mogoče prepričati Maribora, Štajerske, Celja, da se bodo odpovedali prevoznemu sredstvu, torej avtomobilu in šli na vlak, zaradi tega, ker je to, kljub temu, da bi imeli novo povezavo, je toliko drugih stvari, da se ljudje lažje odločajo za avto kot za vlak, tudi ta multimodalnost, potem, ko enkrat ti prideš v Ljubljano, pa imaš ti na Viču službo, iz centra, pa potem na Vič prideti, pa spet rabaš skoraj 45 minut v jutranji konici. Se pravi, treba je za tega graditi tudi nove pasove na avtocestah. Mi smo bili blizu tega. Mi smo v 2020 dali pobudo, Dars je dal pobudo, glede preoblikovanja odstavnega pasu, pa potem odstavne niše, ampak jaz sem bil optimist in sem dejal, mi bomo to začeli graditi 2022. Se bo začelo. Dokler nismo dobili 2 pritožb za presojo vplivov na okolje, ki se sedaj izvaja, in sicer mislim, da NIJZ, zaradi tega, ker bo s novim pasom, paste to, povečan hrup, ja pa seveda, da bo povečan hrup z novim pasom, ampak že zdaj je povečan hrup, ker imamo vsak dan več avtomobilov. Se pravi, ta trenutek se to ne gradi zaradi tega, ker se dogaja pač presoja vplivov na okolje. Sem pa prepričan, da tukaj ne more nihče, nobena vlada, če tudi je zagovornica zelenega dogovora v največji možni meri, pa da damo mi vse v javni potniški promet, da nobena vlada ne more ustaviti tega, da mi ne povečamo število pasov na avtocestah. Pa ne samo do Vrhunke na Primorki, ampak je treba to razmišljati o tem, kako bomo potegnili do Postojne. Ker jaz se strinjam, tovornjake na vlake, kar je gospod Ficko dejal, to je en tak klišejska fraza, ki nima osnove v stroki popolnoma nobene. In jaz želim, da se tukaj mi, glede prometne ureditve,
pogovarjamo res trezno, ne pa populistično zaradi tega, ker sledimo določeni ideologiji, ampak trezno zaradi tega, ker gre za prevelike vložke in tudi za preveliko odgovornost za naslednje generacije. Se pravi, mi nove pasove okrog Ljubljane, pa hkrati tudi posodobljeno železniško infrastrukturo okrog Ljubljane res nujno potrebujemo in moramo v to pač enostavno vlagati. Ja, vsekakor so to zanimiva razmišljanja, gospod Ficko. Vendarle se gradijo zdaj tudi nove železniške postaje. Ljubljanska, Emonika je tista, ki bo v središču, ki je najpomembnejša, ampak bodejo pa oči tudi te drage postaje, ki so se nekako, njihova cena se je podvojila ali pa celo povečala tam za 30%, govorimo o postaji v Novi Gorici pa na Jesenicah, zaradi česar smo se 2-3 tedne pogovarjali samo o tem, zakaj bomo to preplačali in kam bo ta denar šel. Kako vi gledate na takšne cene, kjer neka postaja na Jesenicah doseže ceno, na koncu najcenejši ponudnik ponuja za gradnjo 170 milijonov evrov? Glejte, jaz vam na to tako odgovoril, sem tudi že večkrat povedal v zadnjem tednu, dveh, ko so me novinarji spraševali okrog tega. Najprej je potrebno pogledati izhodišča, na podlagi katerih je bila razpisna dokumentacija pripravljena. Zdaj, meni so nekateri gradbinci, ki so tudi naši člani, pač povedali, da ugotavljajo, da v bistvu vsi projektni popisi, ki so v bistvu bili podlaga za izvedavo teh razpisov, o katerih se pogovarjamo, mislim, da jih je še več, ampak zdaj sta pač najbolj razpita ta v Novi Gorici in na Jesenicah, da so pravzaprav za cene, projektantske ocene teh vrednosti bazirajo pred covidno krizo. Jaz bi moral tukaj zdaj povedati, da se ta problem rasti cen, ki je prišel najprej zaradi covida, zaradi vseh dogodkov, potem zaradi te geopolitične krize z vojno v Ukrajini in potem še energetskih problemov, da so se materiali, ne samo v Sloveniji, ampak pri nas, pa ne samo materiali, tudi stroški dela, mehanizacije, vsega, kar je pač povezano z gradbeno branžo, povečali tudi do 100%. Ta obseg so evidentirali tudi druge države, mi smo v kontaktu z njimi, ampak kaj se je v Sloveniji zgodilo, nekako smo to zopet skušali pomesti pred progo. Glejte, to ni problem. Seveda, to je problem, ki se pozna na ekonomiji. Vse na koncu tudi stroški prehrane, vsega, kar smo v trgovinah v tem času kupovali, so se podražili, ampak pač tam država ni bila vpletena, zato ker plačujemo, kruh, mleko, srajce in take stvari iz svojega žepa. In te cene in pa stroške energije in položnic, ki jih dobivamo. Ampak vse se je podražilo in ta inflacija je bila izrazito visoka in tukaj smo si pa dejansko na gradbenem področju zatiskali oči. Zdaj, jaz ne bom rekel, da je to glavni vzrok, jaz sem povedal, da bi bilo tukaj potrebno pogledati izhodišča, na podlagi katerih so bili razpisi izdelani, se pravi preveriti projektno dokumentacijo, preveriti projektantske popise, preveriti cene, s katerimi so se te analize delale. Meni je en od kolegov povedal, da še danes zasledujejo v popisih del ceno kubičnega metoda po 50 evrov za kubik, pa vem, da v Sloveniji, če dobite beton za 1 evro pod 100 evrov za kubični meter, da boste lahko slavili. Skratka, to bi bilo treba pogledati. Potem bi pa morala država skupaj z gospodarstvom usesti za mizo in pogledati, kaj so dejansko tiste izhodiščne cene, po katerih lahko dejansko slovenska gradbena operativa ali pa sploh državni investitorji gradijo. Dobro. Zdaj smo se pa mi najdli v eni poziciji, da dejansko država dobiva ponudbe, ki so seveda toliko in toliko večje. Jaz se strinjam z vami, da recimo se mi zdi smešno, da je, železniška postaja Jesenice stane 170 milijonov ponudba, oziroma je bila oddana vrednost, recimo predor Karavanke, ki je zelo zahteven inženirski projekt, pa bo stal, na koncu 115-120 milijonov. Čeprav ne vem točno, moram tudi to povedati, kaj vse zajema za ta rekonstrukcija postaje, mislim, da ne gre samo za dela na visoko gradnje, ampak gre tudi na železniškem omrežju. Ja, bil sem na tiskovni. To je treba narediti, tukaj bi se morala država oziroma pristojna ministrstva usesti skupaj z vsemi udeleženci v teh procesih in dejansko stanje analizirati. Glejte, na koncu imamo tudi paradržavnega inženirja, DRI, tam je zaposlenih nekih 550 ljudi, ki imajo vso bazo podatkov, vse. In mislim, da je to zelo jasno analizirati
Kaj je zdaj tukaj v ponudbah izvajalcev oziroma ponudnikov, ki so jih dali pretirano, kar je napihnjeno in kar je dejansko realno? Dobro. Kaj pred takimi analizami ne beži? Ne? Ja, bil sem na tej tiskovni konferenci na Jesenicah nedolgo nazaj, 10 dni, 2 dodatni postajališči, med drugim tudi v tej ceni. Ne? Ampak gospod Vrtovec, ko smo poslušali vašo naslednico na infrastrukturni ministrico, gospod Alenko Bratušek, je dejala, ko ste leta 2021 prvič ocenjevali, koliko bi ta postaja lahko stala, je bila to samo ideja, pravijo. Šele potem se je šlo v razvoj načrtov, nekako, kaj vse bi ta postaja zajemala in je cena rasla in rasla. In so upravičeno prišli do, ne vem, nadgradnje, da se je ideja razširila, je to običajno, se to tako dogaja pri takšnih projektih. In kako neobičajno pa je, da kljub temu, da je zdaj direkcija postavila neko končno ceno, strokovnjaki so rekli, to je zdaj 138 milijonov evrov, še vedno najcenejši ponudnik, ne, Riko, nekako je pripravljen to graditi še za 40 milijonov evrov več. Ja, gledajte, zdaj tukaj je običajno. Velikokrat se zgodi, da absolutno od samega DIP-a pa do potem naprej, ponudb za izvedbo, da se pač dogajajo podražitve, odvisno, kaj se ta projekt potem, kakšno nadgradnjo projekt doživi. Ne. Zdaj jaz ne vem točno, kakšno nadgradnjo ta projekt dobil od takrat, ker jaz nisem več na resorju, ampak mislim, da je tukaj in DRI pa DRSI, da so podali tudi na parlamentarnem odboru za infrastrukturo ta pojasnila. Je pa železniška postaja, Jesenice ni samo res železniška postaja, to vem še iz mojih časov, ne, ampak je zdraven zamenjava celotnega tirnega sistema na parih kilometrih, mnogo drugih stvari, podvozov, nadvozov, pa tudi glasbenih želja, ki jih lokalna skupnost daje, ne, se upošteva pa parkirišča, vse ostalo. Zdaj, to se da enostavno zračunati, ne. Koliko je kubik betona, koliko stane tirnica, na primer, ne. Če se jaz prvo razumel, je, mislim, da Dušan Mes, ne, na parlamentarnem odboru za infrastrukturo dejal, da se je tirnica povečala, se pravi, nakup tirnic, ne, povečal za 200%, ne, napram času, ko sem jaz ocenjeval na ministrstvu to vrednost. Ampak tudi premijeru se je zdelo čudno, tudi on je želel pojasnilo. Ne? Seveda, vsem se zdi čudno, tudi meni se še danes zdi čudno, da ta vrednost takšna, kot je, se pravi, mislim, da 138 milijonov evrov brez DDV-ja, ne, in da je tukaj treba temeljito pogledati. Ne. Jaz mislim, da imamo res dovolj strokovnjakov na DRI-ju in DRSI-ju, da se pogleda po postavkah, se pravi, kaj zahteva ta postaja, kakšne so pa na drugi strani stroški za to in kakšen je na koncu dobiček gradbenih podjetij. In če je ta dobiček takšen, da državi ne gre v račun, ne, ja, potem enostavno se lahko tudi razpis razveljavi. Ima pa zdaj država možnost, da vodi pogajanja z izvajalci, pa da se vidi, koliko se lahko to zniža. Ne. Jaz enostavno mislim, da to ni vesoljska znanost, da bi lahko ocenili vrednost posameznih postaj ali pa drugih gradbenih projektov na primeren način in rekli, gledajte, cena pa takšna. Ne. Nimam pa ta trenutek, veste, nisem več na resorju, da bi lahko vam jaz razlagal, zakaj je določen projekt doživel podražitev. Naprimer, tudi ljubljanska železniška postaja, ne, je doživela silno podražitev. Ampak ne vem, kaj vse zdaj to noter v ta konglomerat zajema. Sem pa vesel, da je recimo v času mojega mandata, da smo zraven pripeljali tudi madžarskega investitorja, OTP banko, ki bo gradila vrhunski komercialni objekt in je ta komplementarnost z samo železniško postajo, bo res pripeljala od tega, da namesto tistih ruševin, da bomo imeli moderno železniško postajo. Ja, država je šla v pogajanja v Novi Gorici, ne, pa je vseeno projekt za približno tretjino dražji. Zdaj, kot dober gospodar, bi država verjetno lahko razveljavila, če govorimo še vedno o Jesenicah, ta razpis. Pogovarjal sem se z ekonomistom Maksom Tajnekarjem, pravi, absolutno bi morali razširiti nabor ponudnikov. Kako to narediti? Ja, se pravi, da se v sami razpisni dokumentaciji odpre, zmanjša zahtevnost referenc, ne, sem potem lahko dobimo slabše ponudnike, lahko se na druge načine povabi tudi tuje izvajalce, ampak a je kdo prepričan, da bo res potem cena nižja? Ne? Jaz nisem tako prepričan, da bo potem cena nižja. Mi lahko zlasti se pogovarjamo o tem, ali potrebujemo sploh prenovo železniške postaje Jesenice, ali potrebujemo potem nek drugi infrastrukturni projekt. Za Jesenice osebno sem prepričan, da se lahko o tem pogovarjamo, tega, ker
Ampak prej ali slej bomo mogli tudi Jesenice prenoviti. Ampak Pa nazadnje je rečemo- bila prenovljena po drugi svetovni Drži, vojni. pa se lahko pogovarjamo, v kolikšni meri je potrebna železniška postaja Jesenice prenove. Se lahko železniška postaja ostane takšna, kot je, pa se naredi novo fasado, pa tako naprej, pa se zamenja samo tirnice, pa tirne sisteme, komunikacijske sisteme in tako dalje. Ampak prej ali slej bomo mogli v celoti jo prenoviti, absolutno. In damo ta denar, naprimer, v infekcijsko kliniko, v zdravstvo. Dajmo se o tem lahko, v odprti družbi lahko se o tem pogovarjamo. Ne? Težko pa res še enkrat povem, ne? Za vaše gledalce, z največjim veseljem bi šel po postavkah, tudi z gospodom Fickom, ki je strokovnjak z tega področja, nimam pa tukaj podatkov, da bi lahko šel, kje je projekt narastel v tem obdobju, odkar sem se več minister. No in ker se je naš čas iztekel, zaključimo še z vprašanjem za vas, gospod Ficko, ne glede na vse to, kar se zdaj gradi, dogaja in koliko bo še trajalo, a je kakšno opravičilo za slovenske železnice, da vlaki ves čas toliko zamujajo in da je obveščanje potnikov tako slabo in da direktor slovenskih železnic brez težav dobi nov mandat ob vsem tem? Glejte, jaz lahko povem v bistvu kot davkoplačevalec, verjetno v sistemu, kot ga imamo v Sloveniji, bi v vsaki drugi normalno razviti prometni državi ali pa tudi državi, ki nekaj da nase, v bistvu zelo težko direktor dobil nov mandat. Ne? Ampak Slovenija tukaj specifika, jaz sem to že kar nekajkrat povedal, ne, da se pri nas pravzaprav zelo lahko spregledajo stvari, če so neki drugi interesi od zadaj. Ne? In mi se bomo res morali glede kadrov, ne, ki dejansko zasedajo tako pomembne pozicije, kot so recimo inštitucije, ki skrbijo za razvoj države, pa bom se zopet na ta infrastrukturni del osredotočil, pogledati, ali imamo mi res tukaj najsposobnejše ljudi na čelu, ali res vodijo te inštitucije najboljši strokovnjaki. Jaz mislim, da smo tukaj mi izgubili zelo velik potencial, ravno zaradi teh političnih prepletov in pa vpletanj. Jaz bom čisto odkrito povedal, mene zelo moti, to sem pred 2 dnevoma v Škofji Loki na eni okrogli mizi povedal, da mi dejansko menjavamo ljudi zaradi tega, ker pač niso prave politične barve. Ne? Jaz mislim, da treba ljudi zamenjati samo po kriteriju, ali so sposobni ali niso sposobni. In jaz sem se pred 15 leti pogovarjal z generalnim direktorjem nizozemske direkcije za infrastrukturo, Rijkswaterstaat, to je podjetje, ki ima več kot 10.000 zaposlenih, več milijardni proračun, skrbi za nizozemske ceste, avtoceste, železnice, vodne kanale. In 2 stvari mi je povedal, ne, je rekel, glejte, kolega, je rekel, prva stvar, a se vi zavedate, kakšno odgovornost ima naša direkcija, a si lahko zamislite, da zaradi nestrokovnosti kanali ali pa zaporniški sistem popusti in je v 3 urah 1/3 države pod vodo. Ne, saj vemo, kako Holandija funkcionira z svojim tem pretočnim sistemom. Je rekel, druga stvar, ne, mene politiki vprašati ne upajo za ukrepe, ki jih naša direkcija načrtuje na državni infrastrukturi. Ker zato smo mi tukaj in zato smo odgovorni. Res pa je, da za svoja dejanja odgovarjamo. In če pride do napak, so te sankcije strahovite. Profesionalna kariera je zaključena. In to je tisto, kar bi mi pri tej meritokraciji v Sloveniji morali uvesti, pa nam niti približno v 30 letih, pa tudi ne verjamem, da nam v naslednjih 20 letih to uspelo doseči. Zdaj se pa samo kadri predstavljajo. Jaz bi lahko tukaj še kaj več komentiral, pa ne bom, ker se mi pravzaprav več niti ne da, ampak če samo pogledam zaposlene, ki sedijo na odgovornih mestih na ministrstvu za infrastrukturo danes, če bi se nekdo lotil in pogledal te njihove reference, ne, s čim so se oni ukvarjali v zadnjih 10-15 letih, bi se človek res primil za glavo. Ampak kje pa mi zgubljamo? Glejte, takšna podjetja, takšne inštitucije bi morale skrbeti ne samo za gradnjo železniških postaj, pa za obnovo prog, pa cest in tako naprej. Take inštitucije postavljajo tudi vizijo razvoja, kam država gre na področju prometa, pa poglejmo tudi na področju energetike in vse povsod. Ne gre se samo za to, kdo bo kaj naredil, ali bo za neka postaja tam obnovljena, da bo, ampak v kakšno smer razvoja bomo mi šli. Ne? Mi pa smo danes, nažalost, še vedno na razvojnih programih
hvala Bogu, da smo ga imeli, ki jih je zapisal leta 1969 Stane Kavčič v njegovi socialistični vladi. Ne, zdaj pa, lahko je to tragikomično, lahko je smešno, meni je eno in drugo, ampak jaz pravim, hvala Bogu, da smo vse tega človeka imeli. Ker tudi avtoceste in vse, kar smo začeli graditi po osamosvojitvi, so pravzaprav delo njegovih programov. Ne. In za njega jaz res lahko rečem, da je bil vizionar. Ampak da zdaj je bil edini vizionar te vrste, ki sem ga jaz srečal v naši državi, da je znal razmišljati, da je vedel, kaj država potrebuje, da je v tistem času znal postaviti stvari na tak način, ki jih še mi danes koristimo. Ne. In jaz bi se res želel to, ne, da se bi naša politika manj ukvarjala z nekimi banalnimi stvarmi, pa več z razvojem vsega, kar dejansko ljudje, uporabniki naše države, davkoplačevalci, družba kot taka potrebujemo. Hvala, Potem boste videli, da nam bo vsem lažje in vsem bolje. Ne? Hvala za ta razmišljanja, gospod Ficko. Bi kaj dodali, gospod Vrtovec, na tole? Ne, te se absolutno strinjam. No. Za konec vaše oddaje lahko rečem le to, da je potrebno pač absolutno zelo odgovorno ravnati s finančnimi sredstvi. Ta zadnji del oddaje, ki smo ga imeli, ne, s finančnimi sredstvi tudi za infrastrukturo moramo ravnati odgovorno, preudarno. Je pa res, da potrebujemo sodobno infrastrukturo in železniško in cestno ter krepiti javni potniški promet. Strinjam se s tem, ne, da mi imamo nastavke za razvoj naše infrastrukture v bistvu že iz 1967. leta. Povem, se takrat sloni in UKC in drugi blok nuklearke, Cankarjev dom pa vse ostalo, ne, kar danes imamo in žanjemo. Potrebno pa bi bilo temeljiti razmislek o tem v infrastrukturnem smislu, kateri so tisti projekti. Kaj sploh lahko naredite v 2 letih, ko ste bili na mandatu? Ne, 2 leti je mnogo premalo. Govorimo o tem, da bi mogla se slovenska politika in stroka poenotiti o tem, kakšna je naša infrastrukturna vizija, kateri so tisti projekti, ki bodo definirali naslednje generacije. Pa jih rečemo, to je 5 projektov, ne vem, in drugi blok, energetika, torej. Nov tir, ne, Ljubljana-Maribor, nova železniška linija, torej. Se pravi, da imamo te projekte in to vizijo, ki smo pripravljeni tudi potem dolgoročno za njo stati. Mi se pa mnogokrat kolebamo, pa iz vlade v vlado menimo tudi to vizijo, namesto da bi sledili temu, kar pravi stroka. Jaz sem bil kot minister politik, ampak moram pa povedati eno stvar, da sem vedno sledil temu, kar mi je stroka govorila, da je prav. Ne? In kot politik sem želel to potem tudi v najboljši meri, se pravi, implementirati. Ne? Imamo, še enkrat poudarjam, vrhunske strokovnjake v gradbeništvu, infrastrukturi in tako naprej. In je škoda, ne, da jim politika njihovim vizijam ne bi sledila. Sam sem se trudil v tej meri, da sem jim sledil. In bomo s tole mislijo zaključili. Hvala obema za udeležbo v nocojšnji oddaji Vroča tema. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za pozornost. Lep preostanek dneva. Nasvidenje.